vi rekel, da spada k Fordovim blokom, to je ta parcela, ki je MOL vložila za Bežigrajski športni park. Zdaj me zanima, kaj to pomeni za MOL, kaj bo zdaj sledilo v dani situaciji, glede na to, da pritožba ni možno. Res je, mi smo včeraj dobili to sodbo. Jaz sodb sodišč ne komentiram, ker zame je stališče, ki ga več izgovorim, še vedno isto, se pravi edini kraj, kjer se lahko doseže pravice, je sodišče. Imam lahko svoje mnenje, mi to sodbo preučujemo, pritožba ni možna, možen je poskus vložitve zahtevka za revizijo, če ga odobrijo. Mi se bomo odobrili v tem tednu še za stevljanje družbeni, obema še, ki sta v družbi, se pravi Elektronček in pa OKS, in bomo pripravili predlog glede na to, kaj piše v tej sodbi. Je pa dejstvo, da smo bili pravnoverni v prepričanju, da smo lastniki, ker smo bili vpisani v zemljiški knjigi, je dejstvo, da tudi kot mestna občina sama lahko damo pobudo za preizkus ali možna revizija, tako da smo odločili to, drugače pa sod sodišč bomo pač izvedeli, vendar potem, ko je vsa sodna pot dokončno izkoriščena. Čeprav se tisto, kar nam zakon mogoče bomo delali tudi naprej. Onitek zdravilni lak za zdravljenje zmernih do blagih glivičnih okužb nohtov. Brez piljenja, brez odstranjevanja laka. Onitek. Resne težave imajo lahko tudi enostavno rešitev. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Morda še več komentar glede teh dolgotrajnosti postopkov. Vemo, da zgodba v Bežigrajskem stadionu se vleče že precej let, pa če pogledamo recimo stanje v Mariboru, kjer recimo investitorji Magni, ker ne dobijo določeni soglasi, pač odhajajo. Kaj to pomeni v bistvu za take zgodbe v slovenskem prostoru? Spet je to super za rokav, da komentiram sodbo, ampak gledajte, sodišče ima nek svoj način dela. Za vse bi bilo bolje, če bi bilo prej narejeno, ampak ko se pač odloči, lahko komentira tudi te moje zadeve, ki imamo na sodišču, ki trajajo že tudi več kot 10 let. Če govorimo že o Stožcah, ki so odprte avgusta 2010 in 13 let, je še tako na sodišče. Tako da sodišče dela po svojem tempu in jaz sam to vem, da kadar sem klican, grem na sodišče, ne manjka na sodišču in to je edinka lahko rečem. To, da bi rekel, bi pa sigurno bilo bolj prav, da bi bilo prej narejeno. Morda v zvezi z Bežigrajskim stadionom, videli smo prejšnji teden, ko so v bistvu okoljevarstveniki, potem je policija rekla, vdrli na zasebno posest. Kakšno je tu vaše stališče? Stojite za okoljevarstveniki ali za gospodom Pričečnikom, s kom se strinjate, ki je rekel, da jih bo pač ovadil zaradi tega vdora? Moje stališče je zelo jasno. Nihče nima pravice posegati na neko posest drugih. Protesti, ki so mirni, so vedno dobrodošli. Tudi nisem nič komentiral proteste pred mestno hišo, ker mi je nekako normalno. Jaz vedno to gledam konec koncu. Nekdo je lastnik tega stadiona in na stadionu imamo dva lastnika. En je Elektronček, se pravi gospod Pečečnik, drugi je OKS. Mestna občina z lastnih zemljišča samo pred stadionom, se pravi ob Drinikovi ulici, in vsi tisti, ki dokazujejo svoj prav, morajo vedeti, zakaj to ne delo, če že hočejo, doma pri sebi. Da prideš nekomu drugemu, pa njegovo lastnino uporabljaš, se bo mogel pač odločiti, da smo Pečečnik kot direktor družbe BŠP. Jaz protest mladih, ki si želijo boljše pogoje, absolutno podpiram, konec koncev je to za vse nas pomembno, se prav zeleno, ampak s tem, da se ne dela škoda, oziroma da so protesti mirni. Torej, jaz sem proti takemu poseganju na neko lastnino, pa ne bo tudi mestna lastnina, pri čemer se dela škoda. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje, kar izvolite?
če revizija teoretično ne bi spremenila stvari, kaj to pomeni za realizacijo projekta Bežigrajski športni park? Če jaz se ozrem na projekt, ki je narejen, v bistvu ta vpliva na izgradnjo garaže, gospodi pod to parcelo 312 in pa na tiste 3 bloke. Se pravi, konec koncev ne stadion, ki se obnavlja v obliki, kot je zdaj predstavljeno, se pravi to, kar je vloženo za gradnjo dovoljenje, se pač gradi brez teh 3 blokov. Konec koncev je tudi za obisk tekem, če bi kdaj tekma, karkoli v stadionu, je bilo se načrtu lahko tudi brez parkirnih mest. Veliko stadionov po Evropi nima parkirnih mest, blizu avtobusne železniške postaje, tako da ta sprehod do železniške postaje do stadiona je zelo kratek. Tisto, kar spremenja, to spremenja v bistvu odnos, če ne bo dopustna med 3 partnerji. Se pravi, naš vložek glede tega zemljišča, da je to pocenjene, se zmanjšuje, se pravi, bo ostala 2 partnerja dobivata, če ne bo to udeleženo. Potem mi smo bili oktobra meseca, če smo že pri stadionu na Ministrstvu za kulturo, kjer smo bili v sestavi približno 5 ali 6 predstavnikov na eni in drugi strani. In eno točk pogovora je bilo tudi Plečnikov stadion. Moje stališče je bilo, da imamo samo 2 možnosti, torej ne mi, kot ministrstvo, ali v bistvu da soglasih izdaje gradbenega dovoljenja in pač Pečečnik začne graditi po projektu, ki je narejen, ki je zbran na prazirnem javnem tečaju, ali ga pa odkupi, to, kar je bil razgovor z bivšim ministrom. Takrat je ministrica rekla, da obstaja še 3. možnost. Na moj poziv ne pove, kaj je 3. možnost, je rekla, da ne bo tokrat odpravljala. In glede, da smo lahko zaključili, sem jaz obravnaval te točke, predlagam, da se umakne z razprave, sem še druge točke. No, v medijih sem zasledil zdaj, da je po mnenju ministrstva najboljša 3. možnost, da to prevzame lokalna skupnost. Konec koncev, nekatero jih je nam nekdo priznanje, da smo učinkoviti, bolje kot država, pa nek izvedbi. Po drugi strani je pa to, bom rekel, vam neresno, ker konec koncev je Pečečnik za ta stadion postavil ceno 80 milijonov. In preložiti to breme z države, ker to je stadion državnega pomena na lokalno skupnost, tudi če bi hotel, je treba spremeniti vas proračun, torej rebalans, odkupi podobno. Zaenkrat ne odgovor. Tantum verde lajša bolečino in oteklino pri vnetju v ustni votlini in žrelu. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.